Lep pozdrav in dobrodošli v še enem videu, kjer raziskujemo kriptoprojekte. No in tokrat se je glede na vaše priporočilo ponovno znašel Epic Chain. Pa dajmo si najprej pogledati, o čem se gre tale kriptoprojekt. Epic Chain je inovativni kriptoprojekt zasnovan posebej za zabavno industrijo, ki rešuje ključne težave, kot so visoke transakcijske provizije, nizka hitrost omrežja in ponarejena vsebina. Uporablja optimistic rollup ter umetno inteligenco za zaščito avtorskih pravic. Ustvarjalcem in blagovnim znamkam ponuja varen, razširljiv in uporabniku prijazen ekosistem, v katerem lahko zlahka ustvarijo žetone, uporabijo sistem token gatinga in sodelujejo v decentraliziranem upravljanju. S pomočjo digitalnega upravljanja pravic in posebnih orodij za znamke omogoča pristno izkušnjo oboževalcem in ščiti intelektualno lastnino. Epic Chain tako odpira nove možnosti za ustvarjalce v svetu zabave in postavlja temelje za prihodnost blockchain tehnologije v tej panogi. No, toliko o projektu, zdaj pa si dajmo pogledati, kakšna investicija dejansko je. In bomo šli kar čez naših 7 segmentov. In ta prvi segment, sam pregled projekta. Dajmo si najprej pogledati njihovo spletno stran. Moram reči, da mi je zelo všeč, takoj ko pridem gor, takoj vem, o čem se gre. Tudi tak enostaven dizajn, prijazen na oči. Tukaj imajo tudi takoj izpostavljene znamke, s katerimi sodelujejo in moram reči, da so kar znane. Valiant, Bruce Lee, Shaq, Messi in podobne. Zdaj pa si dajmo pogledati še njihovo belo knjigo, sicer je enostavni Googlov dokument, ampak moram reči, da imajo kar lepo obrazloženo vse notri, o čem se tale projekt sploh gre. Tako da za prvi segment dobijo 15 od vseh možnih 15 točk. Tukaj je vse jasno, kar se tiče projekta in moram reči, da tudi cilja na realno industrijo. Naprej imamo drugi segment, ekipa in podpora. Kakšna je ekipa v ozadju tega projekta in ali so morda prejeli podporo že od kakšnih drugih znanih podjetij? Zdaj, če grem tukaj na CryptoRank, na žalost vidimo, da nimajo zavihka za ekipo. Sem pa našel tele podatke kar direktno na LinkedInu, tukaj spodaj, kjer so člani njihove ekipe, ampak niso neke take velike pozicije. Zdaj, tukaj je CEO, ampak je skrit, ne moremo videti, kdo je. Tako da v bistvu ne moremo preveriti, kakšno znanje je dejansko v ozadju tegale kriptoprojekta. Ponavadi preverimo CEO-ja in CTO-ja. Tukaj pa teh podatkov žal nimamo. In tudi, kar se tiče predhodne podpore, če so kakšna znana podjetja v ozadju, tukaj enostavno nimamo podatkov. Kot vidite, sploh nimamo zavihka, na katerega bi lahko kliknili, da bi mi tole preverili. Ampak moram pa reči, da imajo kar veliko podporo iz strani njihove skupnosti. Tako da za tale drugi segment dobijo le 3 točke od vseh možnih 15. Ekipa, ključni igralci niso znani, poleg tega ni nekih znanih podatkov glede podjetij, ki bi že investirala v ta kriptoprojekt. Naprej imamo tretji segment, blockchain in žeton. Kako zelo sta upravičena uporaba blockchaina in žetona. In tukaj smo razkrili že kar na začetku, že v samem opisu, ja, blockchain in žeton sta vsekakor upravičena. Tako da za ta segment dobijo 10 od vseh možnih 10 točk. Naprej imamo četrti segment, napredek in cilji. Ali imajo roadmap in kako dosegajo tale roadmap oziroma cilje na svojem roadmapu. In na žalost moram reči, da sem kar iskal naokoli, ampak nikjer nisem našel nekega roadmapa in pa ciljev oziroma vsaj listo ciljev, ki bi jih imeli. Tako da žal za tale segment tudi dobijo nič od vseh možnih 5 točk.
In smo že pri 5. segmentu, to je tehnična analiza, kako jim kaj gre cenovno. In smo tukaj na cryptorank.io, če gremo malček bolj dol, vidimo, imamo tale graf in bomo dodali še RSI indikator, tako da imamo en indikator, ta je ta najbolj priljubljen, pa dajmo malo približati. Vidimo tukaj, da je v bistvu to še relativno mlad projekt. Zdaj, vsaj pod tem imenom, kolikor sem videl, je rebrand bil narejen, ampak tega tukaj tale graf žal ne upošteva. To je potem dejansko nov projekt, čeprav je rebrand. Zdaj, kot vidimo, cenovno tukaj imamo trend bolj navzdol, čeprav nimamo nekaj veliko zgodovine. Zelo pomembna meja tukaj na $1,20. Te ne smemo izgubiti, ker če ne, lahko gremo dol v odkrivanje cene. Kar se tiče RSI-ja, tudi ni možno karkoli zdaj povedati, zaradi tega, ker enostavno nimamo dovolj zgodovine. Kot vidimo, tukaj se komajda razvija. Je pa, kar se tiče menjalnic in prometa, moram reči, da je kar velik promet, tukaj v zadnjih 24 urah, tam nekje 12 milijonov, in tudi menjalnice, na katerih kotira, so kar precej znane. Tako da, kar se tiče tehnične analize, ja, trend je kar šibek, tudi RSI ima trenutno bolj mešane signale, zaradi tega, ker se komajda razvija, je pa volumen na menjalnicah kar velik. Tako da tukaj dobijo 8 od vseh možnih 15 točk. In naprej imamo sentiment, naš 6. segment, kjer preverjamo, kako jim kaj gre na socialnih omrežjih in kakšna je kaj adopcija. In če pogledamo na njihovi spletni strani, ponavadi imajo te povezave kar tukaj v footerju, pa pojdimo preveriti X oziroma bivši Twitter. Tukaj imajo kar 127,000 sledilcev, pa potem kaj imajo še Discord. Tukaj imajo tam nekje 11,000 sledilcev, pa potem imamo tukaj še Telegram, tukaj je 20,000 sledilcev in potem lahko preverimo še Facebook, koliko jih imajo morda tam, 15,000 in kot sem videl, imajo še YouTube, pa dajmo preveriti še tukaj. In tukaj imajo 1750 sledilcev. Zdaj, to ni precej, ampak imajo pa na drugih omrežjih, kot naprimer na X-u in na Telegramu, jih imajo kar precej, tako da to je super. Zdaj, kar se pa tiče adopcije, sem pa že takoj na začetku izpostavil, kot tudi že sami izpostavljajo, imajo kar znane znamke za sabo, kot sem rekel, Bruce Lee, Shaq, Messi, ABG, CMG, Valiant in tako dalje. Tako da za ta 6. segment, sentiment, dobijo 10 od vseh možnih 10 točk. In smo že pri 7. segmentu, Certik varnostno preverjanje. Ali so ga upravili? Dajmo pogledati. Zdaj, če grem tukaj na Certik in vpišem tukaj Epic Chain, bomo videli, da ne najde tegale projekta. To pa morda tudi zaradi tega, ker morda nimajo še posodobljenih podatkov in ga imajo še pod starim imenom. Tako da sem šel in sem vpisal njihovo staro ime, to je bilo Eternity Chain, in tukaj smo potem dobili tele podatke. Zdaj, oceno za malček jim zmanjka, da ne pridejo pod top 20%. Pa dajmo pogledati še, če so naredili revizijo, in ne, žal je niso naredili. Morda jo bodo zdaj pod tem rebrandingom, ki so ga pred kratkim naredili. Tako da tukaj žal ni revizije Certik, tako da nimamo kaj dosti zagledati. Tudi ocena ne sodi med top 20%, tako da za ta 7. segment Certik preverjanje dobijo le 3 od 25 točk.
In tako, končna ocena je 49 od 100, kar ta naš projekt uvršča pod tvegano resni pomisleki. Ampak za samo eno točko več bi prišel pod povprečno potrebnih je več raziskav. Tako da v bistvu je le ena točka tukaj zmanjkala. Ampak dajte zdaj še vi meni povedati, kaj si vi mislite o tem kriptoprojektu. Se vam zdi zanimiv? Smo morda tudi mi kaj izpustili? Kar napišite spodaj v komentarjih. Vsekakor se priporočamo tudi za kakšen všeček. In seveda ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne boste zamudili naše naslednje kriptoraziskave. Tako, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.